obsojamo to vrstno obnašanje. Vrsto let opozarjamo na naraščanje takšnega dezinhibiranega vedenjskega vzorca. To, kar je povedal kolega Zemljič, nevidna roka, ki dela čakalne dobe v Sloveniji, nikakor nismo izvajalci zdravstva. Kar se pa tiče posledic tega dogodka v Splošni nočni bolnišnici Celje, vzdušje vsekakor ni tako prijetno, kot je bilo prej. Sodelavke in sodelavci se počutijo seveda ogroženi. In kaj je bilo potrebno narediti? Podvojiti število varnostnikov in dodatna gradnja nekakšnih gumbov, s katerimi lahko zlasti sodelavke, ki so v večini, s katerimi si lahko sodelavke in sodelavci pomagajo, ko jih nekdo neupravičeno napade. Število varnostnikov pomeni povečan obseg njihovega dela. Pri varnostnih agencijah, ki jih imamo bolnišnice po pogodbi najete za to vrstno dejavnost. To pomeni načenjanje tistega, kar nam najbolj manjka. Tako da rešitve na strani zdravstvenih delavcev ni. Mislim, da 4 leti je že v tej hiši zrasla pobuda, da bi izvajalce v javnem zdravstvu izenačili z uradnimi osebami in da bi napad na človeka, ki skuša bolnemu sočloveku pomagati, izenačili kot napad na uradno osebo. Takrat nekega pravega odziva ni bilo. Takrat je bilo zavrnjeno. Ministrstvo za pravosodje, četudi smo to utemeljili z 2 smrtima. Tako da zdaj smo ponovno naslovili prošnjo z željo za zelo transparenten in jasen odgovor in stavljene pogoje, v katerem primeru, če sem cinična, po kolikih smrtih torej smemo zaprositi ponovno. Zdaj, vrh ledene gore je teh 24, ki se potem zaključijo z pisanjem obrazcev in prijav in procedur. Velika večina te ledene gore je nam nevidna glede prijav obrazcev, ampak zdaj od dogodka v naši bolnišnici zdaj sodelavke in sodelavci vsakodnevno poročajo o takšnih grobih načinih obravnav uporabnikov naših storitev, če tako z grdimi besedami. In ne boste verjeli, v resnici imamo vsak dan en tak primer. Enkrat sem že rekel, ne streljajte na sla. Mi, ki delamo v zdravstvu, mi si želimo, da bi delali čim bolj uspešno in vsakemu, ki pride do nas, bi radi pomagali. To je čisto človeško in to niti ni treba učiti naših študentov, da bi morali takšno biti. To je človeška lastnost, ki te pripelje v ta poklic. In vsekakor je sedanja poplava sporočil na javnih omrežjih prav porazna. Kriza vrednot, koga bo to opravičilo, če bo se zgodilo še kakšno večje nasilno dejanje? Nikogar.